Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično nekorektno oddajo slovenskih televizij. Pahorjev izlet v prazno. Nogometni vratarji dobro poznamo ta občutek, ko zapustiš vrata in poletiš v prazno. Ravno to se je včeraj zgodilo predsedniku republike. Ja, vemo, da je on zmeraj za dialog, ampak dialog z nekom, ki si ga ne želi, žal ni mogoč. Dejan Stevanović je pač razbijač, vedno bil in vedno bo. Če bi se želel pogovarjati, potem ne bi razbijal. Politik kalibra Pahorja bi to moral vedeti, potem pač ne bi poletel v prazno. Že res, da so Stevanoviću že mnogo prej dajali legitimnost tako v Slovenski demokratski stranki kot v Slovenski nacionalni stranki, kjer je bil celo podpredsednik. Ampak Pahor je le Pahor. Sedaj pa se lotimo 18. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kdo bo potegnil ročno. Janša pravi, da ne bo popuščal, kdo bo potem. Slovenska tiskovna agencija, neimenovanje delegiranih evropskih tožilcev, številne klofute ustavnega sodišča, zapleti s cepljenjem, epidemija, ki se vleče. Kdo bo potegnil ročno zavoro, če to ne bo predsednik vlade, nam bosta povedala naša stalna komentatorja Marko Balažic in dr. Peter Gregorčič. Toplo pozdravljena. Dober večer. Dober večer. Marko, Peter, predlagam, da gremo kar po vrsti. Pred dnevi je odstopil direktor STA-ja, zdaj vidva pričakujete, da ko bo imenovan nov direktor, predsednik nadzornega sveta je povedal, da so dobili eno prijavo, zdaj kroži ime, da se je prijavil odvetnik Franci Matos, ampak mislim, da je to bolj štos kot pa resnica. Ko bo imenovan nov direktor, vidva pričakujete, da bo vlada zdaj končno podpisala pogodbo z STA-jem, namreč odhajajoči direktor je rekel, da agencija pač dela brezplačno, v narekovajih že 273 dni. To je kar lepa številka, ne? Da, gotovo res. Jaz sem dogajanje v STA-ju že pred časom ocenil za neko situacijo, ki lahko označimo s tujko lus-lus. Nihče praktično z tega boja ni pridobival. Vladi smo videli, se je učitalo na veliko, da se proba iti restrikcijo nad mediji, po drugi strani so pa seveda trpeli vsi ti, ki so bili zaposleni. Jaz mislim, da je glavni problem te zadeve okoli STA to, da se je zadeva politizirala in so potem smo prišli v to fazo, ko se enkrat obkladamo s političnimi argumenti, pa se tista rešitev odmika in to je zdaj ta zadeva in tukaj je mogoče upanje tega novega, ki se bo pojavil na vrhu, da vendarle ta gordijski vozel preseka in se končno enkrat usedejo za mizo, se začnejo pogovarjati in rešijo to agonijo, ki se vendarle veče že predolgo časa. Peter, kaj ti pričakuješ recimo? Bo zdaj prišlo do podpisa pogodbe, se bodo stvari normalizirale med vlado pa STA-jem? Ja, jaz najprej mislim, STA je bil zelo enodimenzionalno prikazano. Meni je bilo ravnanje njihovega direktorja nerazumljivo. Ne more dati vladi, ki je skupščina STA-ja, da ne izroči dokumentacije. In jaz mislim, da se bo ta zadeva z novim direktorjem zagotovo uredila. Česa se pa zdaj ne govori, Veselinović je verjetno šel stran zaradi tega, ker je dobil boljšo ponudbo pri odlasku, kjer, kot sem slišal, bo koordiniral vse njegove medije, da bodo bolj sinhrono napadali vlado, ker je naredil neko analizo po mojih informacijah, da ti napadi niso dovolj konsistentni. Tako da jaz bi tukaj postavil zgodbo v malo širši politični kontekst in pogledal čez malo več dimenzij. Ampak, če zdaj pogledamo interes Slovenije, zdaj Evropska komisija pač pravi, da mora vlada financirati STA, predsednik republike je rekel, da želi, da bi vlada čim prej začela financirati STA, že prej je govoril, da je v tem prosil predsednika vlade, da naj to stori, da ima on probleme, ko hodi po tujini, pa ga sprašujejo, zakaj gre v tem sporu in ali on to podpira, da vlada ne financira STA, on potem pove, da tega ne podpira. Se pravi, ko praviš v tem širšem kontekstu, meni se zdi, da je za Slovenijo, se mi zdi ta kontekst bolj pomemben, kot pa recimo usoda bivšega direktorja Veselinovića, pa kje ima on zdaj službo. Ali se motim? Ja, glej, če hočeš kaj spremeniti, moraš kaj narediti za to, da bo spremenil. Mi smo bili v enem zelo zatečenem stanju in kot sem jaz razumel, Veselinović ni spoštoval pogodbe, ki jo sprejela prejšnja vlada. To zgolj zato, ker mu ta vlada ni pogodil. To je zame nesprejemljivo. Moram pa vedeti še eno drugo zadevo. STA je javni servis. Ampak nam, kot financiramo jo davkoplačevalci, nam pa kot javno storitev servisira samo tisti povzetek svojega članka, za ostalo morate pa plačati. Tako da tukaj se odpira kar en cel kup vprašanj, na kakšen način STA sploh posluje in ali gre morda za dvojno financiranje. In kot sem jaz razumel, je bilo
ena izmed vidikov je bil tudi, da se to zadevo razčisti in tega direktor iz meni nerazumljivih razlogov ni želel razčistiti. To je vse, kar jaz tukaj vidim, in mislim, da če bi bil tudi tale, se pravi, pripravljenost na drugi strani, bi se te zadeve zagotovo že zdavnaj rešile. Tak je moj vidik. Bomo pa videli in bo zelo zanimivo opazovati, kako bo to pod novim direktorjem. Marko, zakaj po tvoje recimo Evropska komisija ne vidi tako stvari? Zdaj, a smo jih je pretentala, kdo zdaj STA, opozicija, evropski poslanci iz vrst strank, ki so zdaj v opoziciji, kdo jih je recimo naplahtal, da gre za čist druge stvari, kot to, kar zdaj Peter tukaj pravi? Ne vem, jaz mislim, da gre tukaj za politični boj, ki se je enostavno selil na evropski politični parket. In te argumenti, ki smo jih lahko poslušali na teh komisijah v Evropskem parlamentu, so bili točno to, namenjeni mobilizaciji nekega notranjega, lokalnega političnega volilnega telesa, ne pa zares tistega, ne pa zares neke želje po premikih. Strinjam se s tem, kar je Peter povedal. Treba je vedeti, da ko je bila STA osnovana, se je takrat reklo, da bo po pol leta financirana popolnoma iz privatnega sektorja. Tukaj je bilo tudi neko zatečeno stanje, v bistvu nejasnega, netrajnostnega modela financiranja, kjer zadeve niso bile vedno tako čiste, kot bi lahko bile, in vendarle se o tem nikoli nismo pogovarjali. Tudi to, kar je Peter omenil, da Veselinovič ni želel predati dokumentacije v bistvu lastniku, je tudi zame nekaj nesprejemljivega. Zdaj, po drugi strani, Evropska komisija ni rekla, da mora država financirati STA. Evropska komisija je rekla, da ni nedovoljena državna pomoč, če država nameni denar STA-ju. To je tudi malo razlika v dikciji. Ampak jaz mislim, da jaz tukaj ne vidim problema. Jaz mislim, da ena agencija, kot je STA, pač mora obstajati, ker vemo, kako večina novic pride do povprečnega Janeza Novaka v Sloveniji, ker pač vse radijske postaje in vsi mediji, ki jih imamo, te novice, osnovne novice, ki jih STA producira, praktično kopirajo. In verjetno je to eden izmed servisov, kjer so te osnovne informacije podane in kjer dejansko ljudje dobivajo občutek, kaj se dogaja po svetu. Tako da z tega vidika je ta stvar pozitivna. Seveda, z druge strani pa, a je bil ta model, ki ga imajo, trajnosten ali ni trajnosten, je pa drugo vprašanje. Če pogledamo v tujino, lahko vidimo, da so lastniki nacionalnih državnih agencij ponavadi največje medijske hiše v državi, ki si potem te novice tudi delijo. In če bi mogoče jaz sem predvsem pogrešal pri celotni tej zadevi to, da bi mogoče odprli to vprašanje, kako pa zdaj narediti financiranje STA-ja trajnostno, da se nam take zadeve ne morejo več dogajati. Meni izredno ni všeč, da imamo neke institucije, vendarle medijske, kakršne koli, ki so preveč odvisne od aktualne politike. In zdaj smo videli, kaj se lahko zgodi, če je zadeva zastavljena na netrajnostno, če pa zavisi na odločitvi enega ali drugega na vladi. Pustimo, kakšni argumenti so bili uporabljeni, ampak to je pač zmanjšuje neko predvidljivost. Zato bi si tukaj želel več te debate, kaj pa zdaj, kaj smo se naučili po vsem tem, kar je bilo in dejansko, kaj je za STA nek trajnosten model financiranja, da se to ne bo več dogajalo v prihodnosti. Ok, bomo videli, kaj se bo dogajalo, ko bo imenovan, če bo imenovan nov direktor, bo prišlo do podpisa pogodbe in ali se bo potem tudi kaj spremenilo pri samem delu agencije. Danes je odmevala še ena novica, namreč odločitev upravnega sodišča, ki je odpravilo sklep vlade, s katerim se ni seznanila z imenovanjem nedelegiranih evropskih tožilcev in je pač vrnilo to v ponovno odločanje. Zdaj tožilca, ki sta se prijavila tudi na ponovljen postopek, ki ga je sprožil nov pravosodni minister, tožilski svet in tako naprej, so pač rekli, da so zadovoljni z odločitvijo sodišča. Kako vidva gledate na to? Gre še za eno pač klofuto sodišča vladi, kot smo lahko slišali v medijih, ali so tukaj še kakšni drugi podtoni zadaj? Jaz mislim, da tukaj predvsem ne gre za nič dramatičnega. Tukaj je sodišče, se pravi, najprej moramo vedeti, da sta tožnika, se pravi ta dva neizbrana kandidata, zatrjevala tudi napačno uporabo materialnega prava. Se pravi, da je vlada napačno tolmačila zakona. Jaz sem danes na hitro preletel tole sodbo upravnega sodišča in o tem sodišče ni razsojalo. Sodišče je pač nasprotovalo vladi zgolj v trditvi. Vlada trdila, da ne gre za upravni akt, ampak da gre za akt na podlagi 5. člena zakona o vladi Republike Slovenije, po katerem vlada nadzoruje delo ministrstva. In tukaj je ugodilo pritožniku in ker sklep ni bil obrazložen, je ugotovilo bistveno kršitev postopka, da se tega sklepa ne da preizkusiti. Zaradi tega je sodišče preprosto odločilo, da odpravi tale sklep in ga vrne vladi v ponovno odločanje, pri čemer je dalo posebno navodilo,
da okolikor bo vlada zopet odločila, se pravi kot v upravnem postopku, da mora izdati obrazložen sklep. Ne. Se pravi, tukaj vlada teoretično lahko naredi samo to, da izda po isti sklep, mu doda obrazložitev in je zadevo v resnici rešila. Ne. Ja, rešila je, če se spet ne pritožita ta dva in sodišče potem pa vendarle odloča tudi vsebini sklepa, kar zdaj ni počelo. Ne. Marko, zdaj vodja evropskega tega javnega tožilstva je rekla, da ena članica, se pravi Slovenija, blokira normalno delo tega tožilstva. Zdaj, a imamo spet problem, da mi doma to drugače vidimo, kakor to vidijo recimo v Evropi, ali gre za kaj drugega? Ne, tukaj bi nedvomno rekel, tako kot že pri zapletu okrog STA in pri tem seljenju političnega boja v tujino, gotovo so to stvari, ki dolgoročno Sloveniji ne prinašajo nobene dodane vrednosti. In tukaj jaz mislim, da če mi ne moramo počistiti oziroma narediti te domače naloge, ki bi jo morali, mečemo slabo luč oziroma dajemo slabe signale v tujino. In to je nekaj, česar se pač ne bi smeli iti. Je pa res, jaz še zmeraj stojim na tem stališču, da ekskluzivna pravica imenovanja tukaj ni na državi Sloveniji, teh delegiranih tožilcev. Ne. Če se spomnimo, ta uredba evropskega oziroma uredba, ki je dala navodilo, kako se morajo te tožilci imenovati, je zahtevala, da se imenujeta vsaj dva. Mi smo to v zakonodajo prepisali, da bomo dali 3 imena in potem je ta ekskluzivna pravica, koga bodo izbrali v rokah Evropskega sodišča. Ne. Mi smo v bistvu, naše državno tožilstvo je kršilo zakon v tem, da je imenovalo samo enega oziroma dalo za eno mesto eno ime, namesto da bi za eno mesto imenovalo 3, ne, da bi lahko Evropsko sodišče potem to izbralo. Ne. In kaj zdaj? Ne? Jaz tukaj pač vidim večji problem v tem, da bi morali upraviti spet neko evalvacijo tega, kjer postopek pri nas ne štima in kaj naredimo v primeru, ko recimo naše državno tožilstvo ne izpolnjuje tistega, kar je zapisano v zakonu oziroma ne izpolnjuje zakonskih obveznosti. Kako je potem, kakšen je namen sankcije tukaj oziroma kakšna sankcija se potem lahko naredi. Ampak tako kot sem rekel, to je del naše domače naloge in s temi stvarmi bi mogli mi upraviti sproti, hitro, učinkovito, ravno zaradi tega, da ne bi dajali v Evropo napačnih signalov. Ok, bomo videli, kaj bo zdaj tukaj na tej stvari še v nadaljevanju, posebej zato, ker je ta nov postopek bil že sprožen, na katerega sta se prijavila spet ista dva tožilca po oglasih, tako da ne nam ujeti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo bo potegnil ročno zavoro. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Marko Balažic in Peter Gregorčič, pogovarjamo pa se o tem, kdo bo potegnil ročno zavoro. Marko, Peter, preden smo šli na oglase, smo ostali še pri teh nedelegiranih evropskih tožilcih, tudi neimenovanih nažalost. Zdaj, kaj vi da pričakujete, da se bo zgodilo s tem ponovljenim postopkom, ki ga je sprožil novi pravosodni minister Dikaučič? Ne vemo, prijavila sta se ista tožilca, katerih imena vlada ni htela poslati na to Evropsko javno tožilstvo. Zdaj ta postopek zdaj brezpredmeten s to sodbo upravnega sodišča, ki je vrnilo vladi v ponovno odločanje, tisto ta prvo imenovanje. Slej ko prej se utegne zgoditi, da do konca mandata te vlade pač Slovenija ne bo posredovala teh imen tožilcev, kot bi jih naj oziroma kot bi Evropsko javno tožilstvo želelo. Kaj vi pričakujete, da se bo zdaj dogajalo po tej odločitvi upravnega sodišča? Dobro, jaz pač mislim, da presenečenja so vedno možne in če sodimo po vsem tem, kar se je za časa te vlade dogajalo, glede vseh teh postopkov, lahko napovedujemo še vsaj 1 do 2 presenečenji, ne, oziroma vlečenje tega spora. Jaz si pač želim, da bi se to čim prej končalo, da se te tožilce čim prej pošle gor in razbremeni tistega, ki je mogel zdaj iti iz druge pozicije, pokrivati še te 2 poziciji, zato da se lahko pač ta sredstva, ki se bodo razdeljevala, bolj učinkovito nadzoruje in se tudi nadzoruje celoten ta tok, ki je. Tako da jaz sem tukaj optimist in napovedujem, da se bodo te stvari vseeno dokaj hitro rešile. Ok, Peter? Ne vem, lahko se zgodi tudi to, da bo vlada podala predlog Vrhovnemu sodišču, da dopusti revizijo. Ne. Tako da tukaj je treba malo počakati, kaj se bo zgodilo, lahko pa preprosto sprejme sklep, ga obrazloži. Ne. Tako da pač te 2 možnosti nekje vidim, da bi se lahko zgodile. Ampak to še pol ne pomeni nujno tudi rešitev zapleta, ne? Ker lahko se potem spet pritožita ta dva, če ima sklep ne bo všeč. Oziroma, če bo Vrhovno sodišče odločilo, lahko odloči tako ali drugače. Skratka,
problem bo ostal. Zdaj, a koristi nam to kot Sloveniji, ponavljam vprašanje kot pri STA-ju, da recimo ne sporočimo teh imen tožilcev, da vodja tega tožilstva evropskega reče, da zaradi tega pač oni ne morejo normalno delovati. Nam to koristi? Je ta interes, če te prav razumem, potem, da so pravno stvari pri nas stojijo, tako kot vlada to vidi, pretehta nad tem interesom Slovenije, da pač to tožilstvo in EU, da začne normalno funkcionirati? Glej, Aljoš, v demokraciji imaš pač lahko različne poglede. In ko se ti različni pogledi srečajo in ne pridejo skupaj, mora biti nekdo razsodnik. In tukaj imaš potem tretjo vejo oblasti, imaš pravna sredstva in jaz mislim, da so pravna sredstva tukaj povsem dopustna, s tem se tudi določene stvari v tej državi enkrat dokončno razčisti. In predvsem to nam bo koristilo, da bomo prišli stvarem do dna in da bomo potem vedeli, ko bo sodna praksa, kako ravnati v prihodnosti. Tako da jaz mislim, da bi bilo zelo nespametno reči, da bo Evropa nas gledala boljše ali slabše, pri čemer sploh nimamo pravih, po mojem, informacij, kako nas Evropa gleda. To nam prodaja naši mediji, pri čemer smo mi izvozili naše probleme v neke obskurne medije v Evropi in jih vozili nazaj in potem to prodajamo, kot da nas Evropa gleda kot nekoga, ki je troublemaker. Ne pozabimo, kaj se je zgodilo na Blejskem forumu, kjer je minister Hojs uspel doseči soglasje vseh držav članic, vseh 27 držav članic glede migrantskih poti. Tako da jaz mislim, da pod to vlado naša država nima zelo slabega ugleda v Evropi. Jaz bi rekel predvsem nasprotno. Dejstva kaže, tista, ki jih v mainstream medijih ne boste zasledili, da smo mi pomemben player v Evropi. Zato dajmo dopustiti te zadeve, da se odvijajo tam, kjer se v demokraciji morajo in morajo se odviti na sodišču. To je bil en dan pred forumom, se mi zdi, da je bilo tisto neformalno srečanje notranjih ministrov, čisto toliko v popravek. Druga stvar, ki jo jaz vidim kot najbolj škodljivo, če imamo mi dolgotrajne postopke, ker vidimo, da se politično stvar trga praktično z katerekoli strani, delamo največjo škodo samim sebi. Zaradi tega, ker uničujemo meritokracijo. Poglejmo primer, če vemo, kaj čaka potencialno vsakega, ki se bo prijavil na ta postopek, če te postopki niso hitro in učinkovito zaključeni, bomo prišli enkrat do tega stanja, da se enostavno dobri ljudje na ta mesta ne bodo prijavljali. In jaz mislim, da naš ugled v Evropi bo bistveno bolj trpel, če se na ta mesta, recimo nekega Evropskega sodišča, ne bodo prijavili top vrhunski sodniki, ki bodo učinkovito delali tudi na evropski ravni. In tukaj si mi delamo največjo škodo. Veste, če zdaj to meritokracijo izključimo in pač rečemo, če sistem bo šel tisti, ki politično ustreza ali pa kdorkoli, ki je takšen, potem vemo vsi, kaj se je zgodilo recimo z zaslišanjem Alenke Bratušek na Evropski komisiji. Tiste je bila za moje pojme bistveno večja sramota pred Evropskim parlamentom kot karkoli drugega. Tako da jaz mislim, dajmo te postopke hitro zaključiti, pravila jasno postaviti in potem se teh pravil držati in biti zelo učinkoviti pri tem in te stvari odpreti na širino. In to bo tisti najboljši signal, ki ga bomo lahko dali v tujino. Ampak kaj je recimo zdaj, če vidva veste, jaz nisem uspel zaslediti, razen na začetku rekel predsednik vlade, da ta dva, ki sta se prijavila, slabo znata angleško, pa se je izkazalo, da to ni težava, niti ni res. Kaj je zdaj problem s tema dvema imenoma? Zakaj recimo ne bi pač vlada posredovala teh dveh imen in si zaprla to fronto? Kaj bo dosegla s tem, ko pač trmasto vztraja? Jaz ne vidim tle, kaj je recimo razlog, zakaj sta ta dva problematična? Ok, smo rekli pri direktorju STA, pač ni mogla vlada z njim delati, ker je ni hotel posredovati dokumentov kot skupščini. V redu. Ampak kaj je pa pri teh dveh tožilcih problem? Ja, utemeljitev vlade, da nista bila imenovana v skladu z zakonom o državnem tožilstvu, kjer bi mogli predlagati 6 kandidatov. Ja, pa te utemeljitve ni, Peter, vprosti. Ja, mislim, ta utemeljitev je bila v medijih, bila je celo... Ja, v medijih mogoče, samo v sklepu je pa ni, ne? V sklepu je ni, ker ni bil obrazložen, ker ni šlo za upravni postopek. Je bila pa ta obrazložitev podana upravnemu sodišču. Ja, ker je noter v sodbi, seveda ni o tem razsojalo. Zakaj? Ker mislim, da sta dva razloga, zakaj o tem ni razsojalo. Prvič, ne vidim, kako bi proti temu lahko razsodilo in ne dalo vladi prav. Drugi razlog je pa ta, ker je odločilo že o tem, da je bila bistvena kršitev postopka in je reklo, da pač, ker ni bilo to že v sklepu vlade, se nista mogla ona dva, se pravi, ni bilo mogoče sklepa preizkusiti. Ampak zakaj vlada po tvoje ni v sklep napisala, da je bil kršen postopek ali pa zakon, tako kot ti praviš, ampak je napisala, da se ne seznani? Zaradi tega, ker ga ni obravnavala kot, se pravi, sklep v upravnem postopku. Ja, se ne rabi biti. Zakaj ne bi napisala to, če je to res stališče vlade, zakaj ne bi napisala v sklep, kakšno je njihovo stališče? Ja, kolikor jaz vem, se pravi, obrazložitev zahteva zakon o upravnem postopku. In potem je ta zakon, tako jaz to razumem, nerelevanten.
če ne gre za upravni postopek. Zaradi tega vlada ni storila. Pač je sprejela sklep, kjer je ugotovila, da pač niso izpolnjeni pogoji in zaradi tega niso izpolnjeni zakonski pogoji, da se zadeva izpelje do konca. Ok, dobro, bomo videli, kaj bo, če bo ugotovilo sodišče. Predlagam, da gremo naprej. Zdaj, omenila ste že neodvisno sodno vejo, zdaj tudi ustavno sodišče pri nas pač saj po ustavi neodvisno in sprejelo je spet eno odločitev, ki je pač vlada, posebej predsednik vlade, ni sprejel z naklonjenostjo, namreč začasno je zadržalo odlok vlade o obveznosti pogoja PC v državni upravi. Predsednik vlade se je odzval relativno hitro s tweetom, mislim, da je bil takrat celo v tujini, kjer je napisal, da zdaj večina na ustavnem sodišču bo soodgovorna za nadaljne smrti v okviru epidemije. Pa zdaj, ko smo že govorili o tem, da je pač ustavno sodišče neodvisno, pa sodstvo tretja veja oblasti, zdaj nekako, če razumemo predsednika vlade, je ustavno sodišče nase prevzelo odgovornost za vse, ali pa soodgovornost za vse naslednje mrtve. Predsednik vlade je že odgovoril, pa tweetnil to, preden je nastopil na TV Slovenija predsednik ustavnega sodišča, ki pa je po drugi strani rekel, da ta njihova odločitev ima daljnosežne posledice, ker bo vlada morala začeti z zakoni pač urejati stvari na področju epidemije, se pravi vključevati parlament, ne pa več z odloki, ker nismo več na začetku epidemije. Pa me zdaj zanima vajino stališče. Ima predsednik vlade prav, ko pravi, da zdaj večina na ustavnem sodišču soodgovorna za nadaljne smrti v okviru epidemije, ali ima prav predsednik ustavnega sodišča, ki pravi, vlada more v take odločitve, ki imajo take posledice, vključevati tudi parlament, ne more sprejemati odločitev izključno sama preko odlokov. Če smem jaz tukaj, gre v resnici za sklep vlade o začasnem zadržanju. Kar je meni tukaj predvsem problematično v tem sklepu, je najprej, da se je tukaj že sodišče delno spustilo Ustavnega sodišča, misliš? Ustavnega sodišča, tako je. Okay. Sem rekel, ok. Se pravi, v tem sklepu Ustavnega sodišča je sporno predvsem to, da se je že delno spustilo v vsebinsko presojo. Kar vedno to sodišče konstantno počne v sklepih o začasnem zadržanju, ker bi zgolj moralo tehtati, katere posledice so, se pravi, škodljivost posledic, če zadrži sklep ali če ga ne zadrži. Pri tem je pa, kar je meni ključno tukaj, en stavek, ki je notri, ker je reklo, da ker je to vlada sprejela v istem odloku, v katerem je določila pravice za vse državljane, določila izjemo tudi za državne uslužbence, za javne uslužbence, da tukaj ne gre za akt delodajalca. Se pravi, če bi to dobesedno razumeli, pomeni, da bi mogla vlada pač sprejeti 2 sklepa, potem bi morda bilo sodišče zadovoljno s to njeno odločitvijo, ali pa tudi ne, ker bi se spet postavilo neko drugo zelo legalistično stališče, samo zato, da gre proti vladi v resnici. Tak je moj občutek. Lahko se motim. Težava, ki ga ima to ustavno sodišče, sta pa 2. Prva težava je v tem, da so njihove, se pravi, odločbe te sestave izrazito šibko obrazložene. Druga težava je pa, da te zadeve potem kasneje pade na Evropskem sodišču človekove pravice. Spomnimo se, mislim, da je bil primer Kodrič, kjer se Čeferin ni izločil in so potem hoteli to zadevo potunkati pod preprogo. Spomnimo se razlaščencev. Razlaščenci tudi padli na Evropskem sodišču človekove pravice. In še cel kup zadev imamo mi na Evropskem sodišču, tako da če smo už prej govorili, kaj škodi ugledu Republike Slovenije, jaz mislim, da tudi to škodi ugledu, to pa res škodi ugledu Republike Slovenije, ker tukaj pa najvišje sodišče v Evropi odloči, da je neki država naredila narobe, paste. Tam, ki je spor med vlado pa nekim kandidatom za delegiranega javnega tožilca, tam zadeva še ni kritična. Tam bo na koncu sodišče in problem bi bil, če bi pač vlada ne spoštovala dokončnega in pravnomočnega sklepa sodišča. To se ni zgodilo. Medtem ko pa ustavno sodišče slabo obrazlaga svoje sklepe in svoje odločbe, ki potem serijsko pade na Evropskem sodišču človekove pravice, pri čemer toliko časa porabi za njihovo pisanje, da potem krši, se pravi, krši tudi 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah o sojenju v razumnem roku, da mu še tam pade zadeve, to pa mene resnično skrbi. Pri čemer s tem tudi sporoča vsem državljanom, da jih bo že ustavno sodišče na koncu nekako rešilo, da ta epidemija ni problema, in s tem smo mi v resnici vse izgrede, ki jih imamo, smo naredili ne samo, da so družbeno sprejemljivi, paste, mi dajemo sporočila, da so celo družbeno zaželeni. Ker se te ljudi s tem nagrajuje. In jaz mislim, da tukaj bi se mogli mi vsi malo odmakniti nazaj in pogledati, kakšna sporočila tukaj mi pošiljamo v situaciji, ki je resna. Ker ne gre samo za to, da potem ljudje zbolijo in na koncu tudi umrejo.
Gre tudi za to, da s tem krnimo gospodarstvo, ki ne more normalno delovati in zaradi tega bomo to plačevali kasneje tudi v gospodarskih posledicah, ker s tem podaljšujemo epidemijo. Bi pa tukaj še eno stvar spomnil, jaz sem danes na hitro pred oddajo prebral tudi ločeno mnenje sodnika Jakliča, ki je odlično napisano in ga svetujem vsakemu, da ga prebere. In on tam notri pravi, da je čisto enak ukrep sprejela Amerika, kjer je rekla, točno gre za sorazmerno, za postopnost ukrepa. Dajmo najprej omejiti te zadeve tam, kjer lahko kot delodajalec storimo. Če ne bo dovolj, pa gremo potem na celotno populacijo. In tudi dajmo najprej tam, kjer so oblastni organi, najprej sami poskrbijo, da bodo cepljeni in zaustavili epidemijo, da ne obremenjujemo tisti, ki so v gospodarstvu, kasneje pa gremo morda spremeniti zakon o nalezljivih boleznih in predpišemo obvezno cepljenje. Ampak te argumentacije Ustavno sodišče ni želelo slišati. Zakaj, ne vem. Lahko si pa mislim zgolj zato, ker je politično motivirano. Tak je moj občutek. Upam pa, da se motim. Ja, mogoče tudi pravni sistem je pri nas drugačen kot v Ameriki, ker vemo, Amerika je imela tudi predsednika, ki pa je recimo drugačne odločitve v zvezi z epidemijo sprejemal, pa takrat nihče ni želel, da bi se mi potem zgledovali. Ampak tole me še zanima zdaj. Jaz se strinjam, da je problem za ugled Slovenije, pa ugled sodstva v Sloveniji to, da odločitve Ustavnega sodišča serijsko padajo na Evropskem sodišču za človekove pravice, ampak drug del vprašanja, ali zaradi te svoje odločitve potem Ustavno sodišče oziroma večina, ki je tako odločila, po vajinem mnenju nosi soodgovornost za naslednje smrti v okviru epidemije, tako kot jim očita predsednik vlade, ker to je vendarle huda obtožba. Če predsednik vlade tvitne, da so zdaj večina na Ustavnem sodišču soodgovorna za nadaljne smrti, mi se itak v Sloveniji že prerekamo ves čas epidemije, kdo je kriv za to, da ljudje umirajo. Očitno je povsod drugje to kriva bolezen, pri nas pa očitno nekdo tretji. Me zdaj zanima, se vidva strinjata s tem, je prav, da predsednik vlade na tak način odreagira, posebej še, ko ve, da bo Ustavno sodišče še naprej presojalo odločitve vlade. A si po vajinem mnenju predsednik vlade želi, da Ustavno sodišče te odloke, ki jih vlada sprejema, razveljavlja oziroma ne dopušča njihove uveljavitve, ali zakaj se na tak način loteva stvari? Jaz mislim, da tukaj bi vseeno mogli stopiti vsi korak nazaj, tako Ustavno sodišče, kot tudi premier s takimi odzivi. Vendarle gre za neko institucijo, v kateri odločitve ne smemo dvomiti, pa so nam te odločitve všeč ali ne. Seveda je pa tukaj naloga Ustavnega sodišča, da pazi na integriteto tega, kar zapiše. In nažalost smo v zadnjem času bili predvsem priča temu, da se je šlo v pretirano črkobralstvo, po eni strani ali pa po drugi strani v popolnoma nerazumno sosledje kakšnih dogodkov. Zdaj, če pogledamo to argumentacijo, da bi mogli vladati oziroma urejati epidemijo na podlagi zakona, ampak moramo vedeti, da je Ustavno sodišče nedolgo nazaj v bistvu ta isti zakon o nalezljivih boleznih označilo nekatere dele tega zakona za neustavnega. In s tem v bistvu tudi dalo parlamentu, kjer vemo, se je dogajal referendum, pa še karkoli drugega v tistem obdobju, še eno politično kost za glodenje. In se je vedelo, da bo to ena izmed tem, ki bo zelo pomembna in ker bo konsenz v parlamentu izredno težko doseči. In verjetno bi bilo bolj smiselno v nekem primeru oziroma odločati naknadno o določenih zakonodajnih predlogih, ki so bili dani in potem to spreminjati in bi te stvari drugače potekale. Zdaj, jaz bi si tukaj želel, tako kot sem rekel, mogoče malo več zdrave pameti, vendarle vemo, da epidemija je, te stvari so se dogajale. Jaz bi tudi rekel, da vladi praktično drugega kot vladanje s temi odloki in probanje reševanja oziroma krpanja neke situacije niti ni preostalo. Ravno zaradi teh sosledih dogodkov. In tukaj mislim, da bi mirni toni oziroma ta, bom rekel, nek izhod političnega iz samih argumentacij pa izločenih mnenj prinesel marsikaj dobrega. Vendarle je naša liberalna demokracija namenjena temu, da varuje nedotakljivost človeškega življenja oziroma človekovo dostojanstvo. In takoj, ko se mi začnemo politično obkladati drug drugega z raznimi pridevniki ali pa s čimerkoli, vedno na koncu to človekovo dostojanstvo izpade. In jaz mislim, da zdrava pamet tukaj bi pomenila točno to. Dajmo se osredotočiti na tega, kaj je dobro v določeni situaciji. Vemo, da vsi te ukrepi, ki se okrog epidemije pojavljajo v demokratični družbi, pomeni to, da so časovno omejeni in jih bo tudi konec, da verjetno tudi ta vlada nima interesa, da bi te stvari trajale v nedogled. In če bi vsi stopili skupaj tukaj na ta način, mislim, da bi šli prej po poti neke danske ali pa skandinavske države, ko lahko vidimo, kaj se gor dogaja.
ampak žali Bog se spet politično pretepamo ali pa obkladamo s tem in smo tam, kjer pač smo. Zakaj po vašem mnenju recimo vlada poleti ni šla v spremembo zakona? Kot si rekel, Marko, lahko bi za izhodišče vzela ravno to odločitev Ustavnega sodišča, ki je zakon obstoječ razglasilo za protiustavnega v več točkah. Če bi bil pač ta recimo zakon sprejet, potem bi, če se da razumeti, Ustavno sodišče mogoče pač tudi dopustilo te ukrepe, ki so zdaj zapisani v odloku. Vlada je šla v spremembo zakona, ampak je zakon padel, bil veto državnega sveta, potem padel, oziroma pač zakon je na koncu padel. Veto je bil pa zakon umaknjen. In zdaj še eno stvar bi tukaj rekel, in celo šla je, kljub temu, da je ta odločitev delno tudi Ustavnega sodišča absurdna. Namreč zahtevala je tako natančno specifikacijo pogojev in trajanja, da v bistvu ni bilo mogoče sploh spisati zakona, ki bi zadostil načelu abstraktnosti in splošnosti. Pa kljub temu je vlada pač to spisala, pripravila in pač v trenutni sestavi državnega zbora, ker opoziciji ustreza, da vladi ne gre dobro, epidemija. Ustreza in oni v resnici na glasu zdaj začeli govoriti, da podpirajo ukrepe proti epidemiji, ker so ugotovili, da je politično neoportuno to, kar so počeli na začetku epidemije. Vendar v ozadju jim v resnici ustreza, da delajo proti vladi, čeprav s tem škodijo ljudem. In to je tisto, kar se zdi meni najbolj perverzno v slovenski politiki. Ker če bi bili mi normalna država, bi opozicija in koalicija, bi opozicija podprla vlado, bi rekla, ti ukrepi nas vodijo ven iz epidemije, ker nas meritorno vodijo iz epidemije, ker nimamo mi ukrepov zelo drugačnih, kot jih imajo druge države. Pri nas pa govorijo, da so naši ukrepi bistveno bolj restriktivni kot druge. Poslušajte, ko smo imeli mi tisto zaprtje države, sem jaz govoril s kolegom v Franciji. Jaz sem mu povedal, da lahko kolesarim po celotni regiji. On je rekel, Peter, jaz lahko grem 1 kilometer od doma za 1 uro, pri čemer moram imeti pri sebi papir, da sem napisal, kam gre in kdaj sem šel. Glejte, kako lahko tako zavajate ljudi, da rečete, da so naši ukrepi bistveno strožji od tujine. Ni res, bili so bistveno milejši. Tako da jaz si to lahko predstavljam zgolj kot del političnega boja, ki ga pa v stališča dobrobiti ljudi prepoznavam kot slabonamernega, v resnici perverznega. Ja, ampak če nima vlada politične večine v parlamentu, da bi spremenila zakon in če ne more prepričati Ustavnega sodišča, zakaj potem sili še zvedno s temi ukrepi, če se potem zgodi to, kar se zgodi? Se je jasno, da stvari ne bojo šle skozi. Se pravi, alternativa je po tvojem mnenju, da dvigne roke in reče, nič ne bomo delali. Ne, zato, ker je odgovorno. Poišče konsens v parlamentu za neke ukrepe, ki pač bojo šli skozi, ali pa jih pripravi tako, da jih bo Ustavno sodišče požegnalo. Ampak če nima sogovornika na drugi strani, poglejte, predsednik republike je povabil vse stranke k pogovoru glede tega, pa se nekatere stranke so rekli, se ne bodo pogovarjali čem na drugim, razen tem, da pade vlada. Tako da na tak način pač tukaj naša politika ni zrela za to, da bi prepoznala, kaj so ključne zadeve za državo in na ključnih zadevah se ne bije političnega boja. In tukaj jaz prepoznavam vlado, da se trudi, ker resnici, kar si ti rekel, Aljuša, alternativa je tudi, da ne počne nič in reče pač, dajte vsi zboleti in vsi pomreta. Take vlado bi pa jaz tudi podprl, da gre. Se pravi, take vlade si jaz ne želim. A je potem Ustavno sodišče del tega političnega boja? Si tudi Ustavno sodišče ne želi, da bi vladi uspelo epidemijo? Ja, tako ti že dajo, ker če bi hoteli take zelo pomembne odločitve sprejemati, ko smo resnično v zgodovinsko prelomnih trenutkih, to se naši generaciji še ni zgodilo, bi morale biti take odločitve najmanj zelo dobro in prepričljivo obrazložene. To pa niso. Pa še eno stvar bi rad poudaril. Ker si prej govoril, ali more Ustavno sodišče sprejeti odgovornost. Po mojem mnenju, demokracija funkcionira zgolj takrat, ko nekdo, ki ima možnost odločanja, ko ima oblast, Ustavno sodišče ima oblast, sprejema odgovornost. Ker veste, vladati brez odgovornosti potem lahko počneš kar želiš. Pa druga stvar, ki bi jo rekel, Ustavno sodišče se tega očitno zaveda, ker je razveljavilo odlok o omejitvi gibanja, šele ko to ni bilo več relevantno. In zdaj imamo občutek, da je sprejelo zgolj sklep, ker to sodišče zelo rada sprejema sklep o začasnih zadržanih, potem pa o teh zadevah absolutno prednostno odloča 1 leto, počaka, da zadeve grejo mimo in po mojem mnenju, če si upam tvegati napoved, bo PCT pogoju odločilo, ko to ne bo več relevantno in takrat ga bo razveljavilo. Ne bo reklo, da je protiustaven. Taka je moja napoved, pa upam, da se motim. Ja, ok, bomo videli, kaj se bo dogajalo. Zdaj, poleg tega imamo zdaj, da imamo krizo inštitucij ali pa da imamo ta boj, ta trenja med inštitucijami pa med politiko,
ta zadnji del je nekako razumljiv, ne? Okay, lahko se pogovarjamo o tem, kje se začne državotvornost, pa kje se konča. To je, se mi zdi, absolutno legitimno vprašanje, posebej v teh časih, v katerih smo. Ampak imamo pa tudi zdaj nek nov element, ne? To pa je, da se politika nekako seli na ulice, na ceste. Ne? Danes spet potekajo pač protesti v Ljubljani, so neprijavljeni, policija je spet uporabila vodni top, priprla reperja Zlatka, ne vem, kaj se še vse ostalega dogajalo, medtem ko pač mi imamo vdajo v živo, ampak tole me zanima zdaj vajino mnenje. Zdaj nekako se zdi, da v bistvu tudi v zadevah, kjer je včasih so organi pregona odreagirali ali pa se je celotna recimo in strokovna in druga javnost postavila na neko stališče proti takim ekscesom, zdaj nekako vidimo, da to postaja sprejemljivo oziroma da inštitucije ne odreagirajo. Kako si vidva to tolmačite? Jaz mislim, da predvsem v Sloveniji, čemur smo zdaj priča, eno veliko nezaupanje v te institucije, to, kar si dejansko omenil. In vsi ti signali, ki smo jim priča, ne, da v bistvu se politika seli na ulice, so za neko demokracijo, ki jo imamo, izrazito škodljivi. Ne. Saj, če pogledamo, kako se menja vlada, ne, imamo tukaj, so te možnosti zelo omejene, ampak večinoma omejene na parlament in na volitve. Ne more nekdo, ki se pojavi na ulici, zahtevati, da se bo nekaj spremenilo, samo zato, ker pač nekdo misli, da se more spremeniti. Ne. Pa nihče pa tega ni preveril, te legitimnosti, te odločitve širše na volitvah. Ne. Ampak jaz bi rekel, vse originalni greh ni bil storjen tukaj. Temu smo priča tudi nekaj časa. Ko sem se pripravljal na to oddajo, sem bral v bistvu dr. Urbana Vehovarja z leta 2013, kjer je v bistvu dokaj iste stvari opisal, ne? Ker je rekel, represivni aparat je namenjen za ekstremne primere, ne pa za soočanje z dominantnimi krogami elit. Ne? In to, čemur smo priča danes, je ravno to dretje proti elitam, ne? Ker so vsi korumpirani. Ampak že takrat smo to imeli. Ne? Tudi ne pozabimo, ulica je odnesla mariborskega župana Kanglerja. Ne? Tako da to so neki momenti periodično, ki se bodo pojavljali, ki se nam bolj ali manj pojavljajo. Seveda pa tukaj tisto vprašanje bolj pravo, kako pa odreagiramo, ko se nam to pojavi. Ne? In zdaj smo videli, da mogoče reakcija, ki je bila danes, je bila bolj prava kot mogoče tista, ki je bila par dni nazaj, ker je vladala popolna anarhija. Ne? In to je potem tisto vprašanje, ne? Kako mi zaščitimo v bistvu vse te odločitve institucij ali pa konec koncev, kako nadziramo nad delovanje te zakonodaje, ki jo že imamo. Ne? Pri nas vidimo, da večinoma problemov ne izvira iz tega, na kak način imamo napisano zakonodajo, ampak način, na kakršnega se ta zakonodaja izvaja. In jaz mislim, da to, kar sem prej omenil, da imamo zaupanje v inštitucije predvsem z vidika enakopravnosti. In tukaj je potem, ko pa ljudje dobijo ta občutek krivice, jeze, je pa to ena izmed, vsaj za Slovence, dveh glavnih motivatorjev, da se ljudje razjezijo in grejo dejansko na ulice in zahtevajo, da se neke stvari spremenijo. Ne? In jaz mislim, da bi tukaj mogle institucije pravne države bistveno bolj učinkovito delovati, kot pač so do sedaj. Peter, pol minute še imamo. Ja, jaz bi se najprej strinjal z Markotom, imamo resnično tukaj težavo, predvsem tožilstva, ki ne reagira. Ne? In tukaj je tudi absurd, da se potem Janši očita, da si podreja tožilstvo, v resnici pa tožilstvo naredi nič. Če bili mi resna država, bi te zadeve bile že zdavnaj procesirane. Vsi skupaj, vključno z Ustavno sodišče, pa pozabljamo na 15. člen Ustave, ki pravi, da so človekove pravice omejene s pravicami drugih. In mi smo šli tako daleč, ne, da smo dopustili pravice nekaterim, da grejo čez pravice drugih, in v tem v bistvu mi začenjamo rušiti našo demokracijo, ker potem nimamo več varovanja človekovih pravic, ker ima vsak pravico zato, ker je človek, ampak dobimo zakon močnejšega in nam se je zgodil zakon močnejšega. Nekdo, ki se je odločil, šel z 10.000 ljudmi na ulice in bo ustavil cel promet v Ljubljani, bo to naredil. Zakaj? Zato, ker lahko. Ker imamo šibke inštitucije, ki tega ne sprocesirajo. Ne? Ker če bi bil normalna država, bi bil ta človek že zdavnaj v priporu in bi bil procesiran pri preiskovalnem sodniku. Ne bi hodil k obisk Pahorju. Ja. Res je, zato se v naši oddaji pogovarjamo, ne pa kloftamo. Marko Balažic, dr. Peter Gregorčič, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil ne samo po gasu, včasih tudi po bremzi, sicer pa že 622. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali čus Angela, večna nemška kanclerka se poslavlja, kaj to pomeni za Nemčijo, Evropo in Slovenijo. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.